Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gost v današnje oddaje o kulturi je avtor knjige Mirko Tratnik, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Hvala za obisk, ki ste mi dovolili, da lahko še kaj pojasnimo o izdaji knjige. Pogovarjava se v času epidemije, vendar ne nosijo mask, ker je tukaj med nama steklena pregrada. To pomeni, na veliki razdalji se pogovarjamo. Tako. Pred pol leta ste objavili knjigo z naslovom Vedno prvi. Kakšni so trenutni odzivi? Odzivi so zelo masovni, na pozitivno oceno, predvsem pa vseh tistih mojih 300 delavcev, ki so iz podjetja takrat šli, so jo vsi nabavili in pozitivni odzivi. Poleg tega prijatelje ali pa znance, ki jih po Idriji srečujemo, vsak mi daje neko pripombo, pozitivno pripombo. Knjigo pa pravzaprav začnete v času po drugi svetovni vojni. Takrat ste imeli koliko let? 14 let. 15 letih sem bil že mobiliziran od domobrancev in takrat sem tudi med redkimi 30, ki smo bili mobilizirani v Idrijskem gradu, sem pobegnil na Cerkljansko in na katerem kraju sem potem sodeloval z NOB. Aktivno sodeloval. Po vojni pa ste se usmerili na komunalno podjetje. Ja, najprvo sem želel priti na rudnik se zaposliti, ker pa dela nisem dobil. Sam je potem pa Lužnik Stanko, ki je bil direktor komunale, povabil na komunalo za tehničnega vodja. Kakšna je bila Idrija v prvih letih po vojni? Ja, izredno siromašno, recimo vse ulice so bile makadamske, brez kanalizacije in brez vodovoda. Recimo, vodovod je bil samo zunaj stanovanjskih hiš. Pipe so bile samo zunaj stanovanjskih hiš. In kaj vse ste počeli na komunali? Ja, takrat smo začeli se organizirati, kako pristopiti recimo k obnovljenju cest, recimo izgradnjo vodovoda in kanalizacije. To so bili prvi začetki v primitivni obliki, ker nismo imeli ne znanja, ne sredstev za pričetek teh obnov. Na komunali ste začeli kot vajenec, delavec, Ja. Čez desetletja kasneje pa končali tam kariero kot direktor. Ja, tako ja. Namreč komunala je bila na začetku iz 3 delavci, ki jih je pred vojno še podedovala v pisarni sedajnega občinskega odbora, in kasneje smo pa se razširili in ustanovili komunalno podjetje. Komunalno podjetje, redno registrirano, in to je začelo potem že recimo opravljati vse ostale stvari. Dobili smo sredstvo za izgradnjo vodovoda, ker je bil v Idriji nastal neka bolezen, predvidevali so, da je tifus, in takrat smo dobili sredstvo od države in zgradili 5 kilometrov vodovoda, in tako tudi vse stanovanjske hiše so dobile vodo v hišo. Ob vodovodu pa ste razvijali tudi druge dejavnosti, celo avtoličarstvo. Ja, to je pa pravzaprav že začetek potem tega Simpleksa. Mi smo se potem iz občine preselili v opuščene bošerijo, stare stavbe rudnika, in tam smo pa začeli vse mogoče dejavnosti. Poleg komunalne dejavnosti smo začeli recimo avtomobile popravljati, ključavničarše, vodovod in celo kasneje malo centralna. Iz tega je potem nastal recimo en konglomerat dejavnostih, kar je nas prisililo, da smo potem ločevali. Ustanovili smo komunalno podjetje, izločili te osnovne dejavnosti za vzdrževanje idrijskih cest pa vodovoda in ustanovili montažno podjetje Simplex. In tam ste v tem programu dobili delo tudi vi, v Simplexu. Tako. Kakšni so bili začetki? Skromni? Začetki so bili skromni, primitivni, brez pravega orodja, vse smo morali improvizirati. Imeli smo pa nekaj osnovnih dobrih delavcev, ki so se že pred vojno bili kvalificirani, in ti so nam dajali osnove za nek napredek in za kasneje tudi pridobivanje osnovnih sredstev, da smo lahko recimo naprednejše nastopali na tržišču.
Iz Bašerije ste se potem selili na današnjo Vojkovo ulico, Tako, kjer ste zgradili prve prostore. tako, tam smo prve prostore zgradili, ja. In tudi dejavnost ste začeli opravljati, bi rekel, v teh prostorih. Ja, v tistih prostorih smo nastopili z 12 različnimi obrtmi. Vendar to ni peljalo nikamor, ker je bil konglomerat vseh mogočih dejavnosti. Potem smo to ukinili, recimo popravilo avtomobilov, kovačija in podobne zadeve, in smo prišli na 4 osnovne dejavnosti. Voda, centralna, ključavništvo in klimatizacija. To je nas potem dalo osnovo, da smo nastopili na širšem trgu, recimo primorskem. Še predtem pa ste dobili tudi program izdelovanja komutatorjev, kolektorjev. Ja, kolektor je bil nastal malo kasneje. Kolektor je nastal malo kasneje, ko smo mi že bili, recimo, firma z najmanj 250 zaposlenimi. Kolektor smo pa dobili na tej osnovi, ker smo skupaj z občinskim ljudskim odborom, jaz sem bil takrat predsednik sveta za gospodarstvo, in skupaj s predsednikom občine Božičem Ladotom iskali dodatne programe, ker je bilo že poznano nam, da bo rudnik prej ali slej se zaprl. In takrat smo dobili stik na nekem okrajnem ljudskem odboru, po neki seji smo se srečali s direktorjem Iskre Krajn, Krištofem, in kasneje nas je povabil tudi na Pokluka, kjer je bil celotni upravni odbor, in tako smo naredili ene take poslovne odnose. Mi smo že na nekih osnovnih ključavničnih dejavnosti že prej 2 leti delovali, Gregorčič je bil za povezava, Jože, iz Iskra. No, in takrat smo potem dobili, po večkratnem obisku v Kranju, so nam ponudili 4 programe. Avtoelektrika, potem za neke bicikle, potem komutatorje oziroma kolektorje. No, in mi smo najprvo ta program hoteli dati rudniku, avtoelektrika, ker je bil za našo firmo, bi rekel, prostorsko in finančno neizvedljiv, smo se v rudniku ponudili, sam je rudnik takrat odklonil z odgovorom, da gre na Vinča program. No, in kasneje je potem naša firma prevzela kolektor kot neko toložilno nagrado. To je bil sam začetek, ker tudi Iskra Kranj je ta program imela še v fazi razvoja, ker so te kolektorje uvažali. No, in mi smo potem po polletnem programu, ki smo ga imeli v firmi, smo že avtoelektriki, ki je bila kasneje ustanovljena v Šempetru, ker smo mi odklonili, dobavljali te kolektorje, smo pa ugotovili, strokovno vodstvo firme je ugotovilo, da je to veliko serijska proizvodnja, mi smo pa na obrtni dejavnosti oziroma montažni, in smo potem sporazumno z občino ustanovili podjetje Kolektor. In smo takrat potem na ustanoviti kolektorja, mi smo dali nekih 15 do 20 delavcev, prenesli orodje, ki smo ga že prevzeli, orodje in pa tržišče, medtem ko osnovna sredstva obratna sredstva je pa občina dodelila. In tako je bil ustanovljen Kolektor. Simplex je v istem obdobju še rastel, do leta 1972, ko je imel skoraj 600 zaposlenih skupaj s kooperanti. Ta razvoj je bil strašno hiter. Ja, ta razvoj je bil po zaslugi, recimo, lahko rečemo, našega strokovnega vodstva firme, ker smo obiskovali zelo pogosto, recimo, te gradbene sejme v evropskem merilu, recimo predvsem v Münchnu, in smo velikokrat videli, kakšno primitivno proizvodno še imamo mi, ne samo v firmi, ampak v Sloveniji. In takrat smo mi, recimo, kot en konkreten primer, Račne, kjer se je potem na vodovodu, recimo, priprava za vodovodno montažo v stavbi se delalo že na električnih strojah Račnih, medtem smo prej delali, recimo, na roke, ročno. In to je trajalo, recimo, 1:20 razlika, časovna razlika, in s takimi oprijemi nabavo novih strojev smo mi tudi lahko zniževali ceno na trgu, in tako smo počasi, recimo,
IMP, ki je imel veliko montaže po celi Primorski, smo mi pridobivali in osvajali recimo tržišče na podlagi boljše cene in krajših časovnih rokov. Rdeča nit vašega delovanja v tem obdobju pa so tudi inovacije. Katere? Ja, inovacije so prav gotovo spet iz teh, gradbenih sejmov, ko smo ugotovili. Mi smo začeli ideja o tako zvanih sanitarnih vozilih, recimo, da bi lahko mi celotna kopalnica, ta grobi del, da bi ga mi v delavnici pripravili, namesto recimo, potedensko delo na terenu, bi lahko zgradili sanitarni vozil in ga prenesli na gradbišče. Mi smo potem delno to osvojili, recimo ta inštalacijski del smo ga mi osvojili, medtem ko je bilo potrebo pa še dodatno recimo tako zvani penečim betonom zaliti, da bi celo betonski gradbeni del vse komplet zgrajen. Mi smo predlagali to gradbeni firmi Zidigrad. Na mojo iniciativo smo se tudi s Češko v Pragi srečali, pa je podobna firma, ki je to izdelovala, no sam potem recimo take pripravljenosti na Zidigradu ni bilo kot v naši firmi pri naših strokovnem vodstvu, tako da smo mi samo delno to uresničili. Te, sanitarni vozili so se potem tudi gradili včasih, pošiljali tudi po Jugoslaviji, recimo v Bosno in v Srbijo. Vzporedno z vašo kariero gospodarstvenika, direktorja v podjetju Simplex, pa ste korak za korakom gradili tudi politično kariero. Bili ste aktivni v krajevni skupnosti, na občinskem nivoju in tudi republiškem. Lejte, sam mi je danes tole čudno, da sem prejemal jaz kar serijsko tudi druge dodatne funkcije, poleg svoje obremenitve, recimo pri takem kolektivu, ki se je razvijal, samo vendar vpliv je imel Božič Lado na mene in je veliko krat zahteval, recimo prišel je k meni, en primer povem, rekel, ti boš predsednik šolskega sveta, ne, blage veze nisem s tem imel, ampak rekel, imajo stanovanjsko problematiko in sem dejansko tudi to prevzel in takrat nalil vodstvo gimnazije čistega vina, da ne pričakujejo, ne bojo mogli dobiti stanovanja, ker se toliko masovno ne gradijo, pač pa predlagal, da najamejo kredit in da si zgradijo stanovanje. Takrat so 3 profesorji to dejansko zgradili. Poleg tega, recimo, prevzel sem krajevno skupnosti, ker sem Idrijčanov, po krvi, zagrizen Idrijčan vedno bil, da se neki prehodi v modernejše mesto razvije, sem prevzel za to, da smo Belo uredili, takrat je bila Bela obiskovana bolj na takih primitivnih, kot smo rekli v Idriji, žonfih, no in potem smo zgradili tam zajetje, smo naredili bazen in to mi je bilo paralelno, recimo sem živel v Zidriji in sem užival na takih podatkih. Medtem ko po prevzem recimo funkcije republiškega poslanca, sem pa prevzel za to, da sem dobil vpoglede gospodarstvo Slovenije in dejansko takrat sem videl, bil je Stane Kavčič, predsednik izvršnega sveta, mislim, da sem od njega pridobil zelo veliko idej in inovacij, kajti on je takrat rekel, Slovenija je, recimo, težka industrija je zamudila, je rekel, lahka industrija tudi, postane nam rešitev v cestnemu križu. In poleg cestnega križa bi se tudi približali evropskemu gospodarstvu. In takrat je on začel tudi te inovacije, recimo, kako stimulirati podjetje, delavce k večji pripravljenosti za razvoj podjetja. In takrat je govoril tudi že o nekem delniškem sistemu, v neki povsem drugačni obliki, kot danes obravnavamo. In jaz sem dejansko takrat v firmi dosegel neke nemogoče razvoje, ker sem podjetju predlagal, da nam ne gre leh najboljše, da bomo 10% od plače
vsak mesec pustili firmi in konc leta bomo vrnili z obresti, če bo podjetje pozitivno napredovalo, ukolikor pa ne bo napredovalo, pa mi vsa ta sredstva izgubimo. Takrat je bil tak razvoj dosežen, da smo ga komaj zaustavili. Torej, delavci, uvedel sem ta akordni sistem in s tem, da so delavci poleg 8 ur rednih še dodatno, recimo, ko so že tako šli na teren, po cel teden, 5 dni, so bili odsotni od družin, so delali po cel dan. No in takrat so čudovite uspehe dosegali, dobivali so plače vsaj iz 30% više prejemke, kot je bila osnova. Samo takrat, recimo, kot veliko pogosto takih mojih primerov, ni bilo na politični liniji. Pripeljali so mi Vido Tomšič v firmo, kjer sem jaz te začetke tega delniškega sistema razložil. No in ona je sicer takrat bila pozitivno to ocenila, zvečer pa je bilo na televiziji, da je to sicer ena od oblik, kako podjetje rešuje svoje probleme, ampak naj ne bi bila stalna praksa. Torej, mi za take korake, recimo, bi rekel, ki so se kasneje potem uveljavljali, nismo bili še dozoreli oziroma niso nam politična situacija ni bila naklonjena za tak način delovanja v firmi. Leta 1971 pa se je korenito zalomilo. Vam tako na političnem področju, kot tudi... Ja, glejte, to je pa zdaj tako, zelo. Glejte, jaz sem bil takrat pri 600 delavcev, recimo, čeprav smo mi v tem času pridobili veliko kadrov, mi smo 8 inženirjev iz IMP v Ljubljano zaposlili v firmo in takrat se je nam odprlo še bolj. Samo politično pa ni bilo sprejemljivo te moje poteze, ker se nisem pa udeležal političnega dela. Recimo, samo pogledajte, danes lahko povemo, kako bi jaz lahko na upravnem odboru, delavskemu svetu, na sindikatu, na partijskem sestanku, pa še to je 5 recimo funkcij, ki jih je 5 organizacij, ki so bile v firmi, jaz vsega tega nisem mogel se udeleževati, ker sem recimo imel toliko obremenitve, da sem včasih ob 3 po noči vstal, pa sem si zabeležil problem, ki ga je treba naslednji dan rešiti. Politično sem bil pa, bi rekel, vse skozi, to smo kasneje, Saša Dragoš, ki je pregledal arhiv komiteja, občinskega komiteja, ugotovilo, da sem bil vsak 10 let kot predmet neke obravnave. Poleg tega sem bil pa predmet obravnave tudi to zaradi tega, ker recimo cesarstvo je bilo takrat še 500-letno tradicijo, od rudnika se je opažala. Do tega vodstva so bili nedotakljivi. Mi pa kot mlajši, ko smo ravno začeli na nekih razvojih, smo bili pa vse skozi kot predmet političnega neaktivnosti. Čeprav recimo sem bil jaz pa v času Staneta Kavčiča zelo aktiven, ker takrat, ko sem dobil zapor, je Miran Goslar, predsednik gospodarskega zbora, prišel v Idrijo, če sem kaznovan tudi zaradi te moje aktivnosti, ki sem bil v parlamentu. Dejansko, kjerkoli sem jaz ugotovil neke nepravilnosti, meni ni bilo problem, nisem imel zadrege, da sem resnico povedal. Včasih pa mogoče resnica tudi ni bila zaželena. Sprožili so preiskavo zoper vas. Kaj so vam očitali na sodnem procesu? Glejte, na sodnem procesu to je skoraj nemogoče. Mi še danes pravim, da je to skoraj nemogoče, kar se je dogodilo. Poglejte primer, ko sem bil na sodišču, ko me sodnik, ki je bil prej v Idri, se je oglasil, je rekel, vi ste bil po Idri zelo ugledna osebnost. In mu je javni tožilec po koncu skočil, je rekel, a ga vi branite ali ga vi sodite. To je bil Sever Danilo sodnik. No, poglejte, jaz sem v bistvu zdaj, šele sedaj, takrat niti gledal, nisem ta dokumentacija, ugotovil, da sem zapor dobil samo 4 mesece za mojo firmo Simplex.
montažno podjetje, sem pri 4 mesece. In sicer zakaj? Zakaj je bil vzrok? Mi smo imeli zgrajenih 150 stanovanj v Šiški v Ljubljani, 29. novembra je bil rok za primopredajo. In takrat tak praznik, slavnostno in to naprej, kliče me inženir Lenasi, šef gradbišča Ljubljana, pravi, črpalka je poddimenzionirana, treba je nova. Je rekel, lahko je priskrbim, je rekel, gremo v Trst iskat, če boste potem lahko plačali. Jasno, pred tako alternativo ni bilo dileme. Sem dovolil, da je to črpalka v uvozu. In kasneje sem dal nalogo komerciali, pri naslednjem uvozu smo mi to tudi vse poravnali. Država je dobila vse je bilo poravnano. Glejte, za to zadevo sem dobil 4 mesece zapora. In to je tudi edina kazen, za katero sem dobil v firmi. Vse ostale zaporne naloge sem pa dobil kot predsednik krajevne skupnosti. Jaz sem takrat vodil krajevno skupnosti, dobil kot vedno, ker mi je moj pomočnik vedno rekel, da sem buldožer, ker rabim 5 ljudi, da me pospravljajo za menoj, sem dejansko na tega tajnika krajevne skupnosti, Kovač Marjana, forširal Bela in še kup drugih stvari. In sem bil glede tega res prevelika zahteva postavil, ker ko smo urejali določene, ker je bilo treba material v Beli voziti tem našim obrtnikom, nismo imeli prevoza, sem rekel, imaš osebni avto, vozi. In je z osebnim avto vozil to material, potem je pa imel nezgoda zaradi preobremenitve in vse to, jaz sem priznal stroške. In tudi druge stvari, recimo nepravilnosti, jaz pa res nisem imel časa hoditi na krajevno, ampak sem dajal naloge in potem tudi vse stroške podpisoval. Vse ostale zaporne naloge sem dobil za krajevno skupnost, si vi predstavljate. Dodatno moja prizadevnost, da nekaj naredimo v Idri, sem bil potem kaznovan in poslan na Dob. Za 2 leti. Za 2 leti. Ja. Vaša soavtorica v knjigi Saša Dragoš je pregledala številne arhive in iz dokumentov dokazuje povezavo med gospodarstvom in politiko. Takratni IMP v Ljubljani je imel močne gospodarske interese, da bi Simplex v Idri prenehal delovati v takem obsegu. Lete, zelo zanimivo vprašanje. Najprvo moram povedati o Saši Dragoš to, da sem jaz tako natančno lahko povedal moje obtožba, ki sem jo dobil, je zasluga Saše Dragoš, ker je sodni arhiv in potem še vse te arhive političnih organizacij pregledala. To je njena zasluga, da danes lahko tako natančno vem, zakaj sem šel jaz na Dob. Glejte, poleg tega je pa zadeva bila naslednja. Jaz bi že itak, recimo, bi rekel, krivoverec v Idri, a ne na politični strani, in je bilo zelo, bi rekel, simpatično idrijskemu vodstvu, ker je IMP začel se povezovati z idrijskim vodstvom, političnim vodstvom, in sicer zaradi tega, ker smo mu mi prevzeli tržišče Primorske in vse ostale. Kasneje sem jaz, potem, ko sem prvi dan, ko sem dal odpoved v firmi, je vseh 6 vodilnih delavcev, ne da bi jaz kamorkoli kaj rekel, dalo odpoved. So rekli, če greš te, tudi mi nimamo kaj iskati. In kasneje, drugi dan, je bil pa Krom, pa generalni direktor pri meni v kuhinju, v stanovanju, ponudil direktorja enote Koper, njihove enote. In jaz sem dejansko odpovedal, zaposlitve nisem imel urejene, sem to sprejel. No in pozneje razgovoru iz njega mi je pa povedal marsikaj velike resnice. Se je hotel povzpeti, kako ima on svoj položaj utrjen, recimo, ker je bil njegov prijatelj bil Maček Matija, pa tudi recimo centralnega komiteta v Ljubljani, so bili vsi v prijateljskih odnosih, in takrat je rekel, jaz jih imam veliko več stvari neumnosti naredil, kot si jih ti, je rekel, sam jaz sem Mačku telefoniral in je bila stvar od akta. Istočasno
je pa idrsko vodstvo sodelovalo recimo in s tem političnim vodstvom v Ljubljani in tle lahko rečem, da so pa naredili ogromno škoda, ne meni, ampak Idri, ker so se lotili recimo potem nam očitati te nepravilnosti, katerih pa malo prej, ko sem povedal, še danes ne vem, kje so to neke take nepravilnosti, da bi zaslužil recimo zapornega naloga. To je bilo pa potem čisto politična aktivnost, mogoče še celo to, ko sem bil v Gorici pri javnem tožilcu poklican na zagovor, sem mu dokazal in je vse zadevo dal od akta, je šlo v Ljubljano. Kasneje je idrsko vodstvo sforsiralo, da je iz Ljubljane ponovno prišlo v Gorico na obravnavo in da je bila smola dosti velika, tega javnega tožilca v Gorici ga je infarkt. In potem je to zadevo šla v Koper, javnemu tožilcu, in takrat je šla od občinskega komiteta, zdaj ne bi imenoval osebe, eden je še živ, so šli do javnega tožilca v Kopru in se obtožnica povečala za 100%. To mi je kasneje moj odvetnik, dr. Dolenc, povedal, se je za 100% povečala in v tej obtožnici je celo pisalo to, da imam zgrajen plavalni bazen. Kako je pa nastal ta plavalni bazen, je pa zanimivo tudi to, ker mi je gradbena firma gradila in je gradbena jama skopala za cisterno na napačnem kraju, sem rekel, kar pustite, fantje, to lokacija je ta prava, tam bom pa etak bazen zgradil. In ta bazen je bil celo v obtožnici in je moj odvetnik, dr. Dolenc, dr. Karel Tasoto, ki je bil predsednik sodišča, ko me je dokazal, da to ni res in je hotel v Idrija pogledati. Kaj torej, bazen je ali ga ni? Ja, bazen je ali ga ne. No, kar je pa najglavnejše, je pa to, na prvem zaslišanju pod dr. Karel Tasotiju, predsedniku sodišča, ob 8 so začelo zaslišanje, ko je bila 4-urna razprava končana, razgovor, ob 12 je potegnil zapisnik iz predala ven, ko je bil že zjutraj napisan. In mi je dr. Dolenc rekel, zastonj me plačujete, ker proces je političen, lahko vas osvobodi, ali boste pa 5 let dobili. In načrtovali so celo 5 let, ker je Marica pri sodbi takrat čakala pred hišo. Takrat za 5-letni zapor Marica greš takoj, te ne dajo recimo nazaj domov. To so neke take čiste resnice, katere pa s pomočjo Saša Dragoš danes lahko to dokazam z dokumenti. Vse arhive smo pregledali. 2 leti je ona to natančno pregledala in na podlagi njene preglede in pa moje izkušnje smo to združili, da lahko zdaj z gotovostjo govorimo in povemo svetu, kakšna krivica se je v Idriji zgodila, ne meni, ampak recimo tem 300 mojim delovcem. Podjetje je potem v vašem odhodu doživelo pripojitev, kolaps, veliko ljudi je izgubilo službo, veliko ljudi je tudi šlo na druga delovna mesta drugam, podjetje je bilo siromašnejše. Ja, gledajte, dobesedno podjetje je bilo uničeno. Takrat je šlo 300 delavcev izven Idrije. In po izjavi Saše Dragoška, arhive gledala, da je takrat se Idrija za 500 ljudi zmanjšalo. Dr. Repke je knjiga prečital, je rekel, Idrija se zmanjšala več kot za drugo svetovno vojno. Katastrofa je bila res dosti velika. Kar je pa najhuje to, da ko se je zdaj zemeljski plin v Idrijo pripeljal, ko sem jaz tudi vključil vse, ni enega obrtnika, ki bi znal te stvari, ki bi izvrševal ta dela za centralne kurjave in podobno, ampak so mogli priti iz Ljubljane. Vseh 300 delavcev pa ni bila izguba, bi rekel, ni bila izguba za Slovenijo, ker vsi te še danes delujejo, nekateri po Primorskem, to so vsi danes privatni obrtniki in jih je najmanj recimo 15 skupin iz te takratnega brodoloma firme nastale nove privatne firmice. Tako da izguba te ni bila, ampak za Idrija pa ogromna. Tako da Idrija še danes nima obrtnikov, recimo, Na nivoju Slovenije pa vaš primer ni bil pravzaprav osamljen. Govorimo o času obračuna s Kavčičem, s Kavčičevo vlado.
Takrat je več kot 30 direktorjev slovenskih zaradi takih ali drugačnih razlogov zanimivo, končalo to je pa zelo kariero. zanimivo vprašanje, to je zgodovinsko, lahko bi rekel zgodovinsko vprašanje. Takrat je prišlo do tega, torej povzemom jaz diskusije, ki sem jih imel izvršnega sveta s Kavčičem in sodelavci, kjer so mi določene stvari pojasnili. Takrat je išlo tako zvano Titovo pismo. In gledajte, gospodarstvo se je razvijalo hitrejše kot na Japonskem. Razvoj je bil izredno velik. No, gledajte, in mi tehnokrati, ko so nas imenovali, mi smo imeli, bi lahko rekel, prevelika oblast smo jo pridobivali. In politiki so bili v ozadju naših hrbtenic, močnih hrbtenic. No, in takrat je šlo Titovo pismo in mislim, da je bilo namen to, da politika prevzame spet, bi rekel, primarij v slovenskem merilu v gospodarstvu. No, in takrat je, kot sem že prej povedal, moj proces je bil političen in takih procesov je bilo zelo veliko, ker smo se na dobro, recimo najmanj 20 direktorjem sem se srečal, še od prejšnjega poznanstva, takrat smo tudi enoglasno ugotovili, da je bil to program recimo proti tehnokratom. Da so potem, no in pogledajte, zanimivo pa naslednje vprašanje, jaz še vedno sledim gospodarstvo, razvoj Slovenije, od takrat se gospodarstvo še ni dvignilo na tisti nivo, kot je bila v tistemu desetletju, 60-70. Gospodarstvo se še ni pobralo, še zmeraj, recimo nas druge države prehitevajo, mi smo takrat imeli Slovenci primarij v evropskem merilu. Za 2 leti ste bili poslani v zapor na Dobu. Kakšno je bilo življenje takrat v zaporniških celici? No, gledajte, ko sem prišel v zapor, po naravi sem tak, da je vsak problem, ga sprejmem takšen, kot je. Ni me ne vem, kako vrglo iz tira. Sem rekel, tudi ta problem, ki mi je dan, zdaj ga bo treba rešiti. In ko sem prišel v zapor, me psiholog testiral 7. dan. Običajno so proučevali recimo vsak novega zapornika 30 dni. Jaz sem tega psihologa prosil, če mi lahko omogoči, da ne bom delovne navade izgubil. In gledajte, naslednji dan sem bil že na kmetiji. Na kmetiji, tam na odprtem oddelku, kjer so imeli okrog 200 krav, recimo pa druge živine. No in tam me je tisti agronom, še direktor te enote poklical, rekel, ste pripravljeni, rekel, ravno zdaj montiramo alfa-laval možne naprave. No, noben problem, jaz sem v tej stroki doma in ko smo uspešno to zmontirali, te stroje, je rekel, zdaj bi poprosil, če boste še uvedli ljudi, ki bojo molzi. Sem rekel, gledajte, poleg vseh mojih poklicov, jaz sem tudi kmet, dejansko sem bil tudi recimo na začetku po vojni, na kmetiji deloval. No in smo začeli potem z molzo, 2 pomočnika sem dobil. Imel sem pa to srečo, da je v sobi moje spalnici bil tudi nek agronom, študent Zagrebčan, ker je po zvezi imel pa ženo sodnica, po zvezi prišel v ta zapor na Dobu, da mi je pa tudi strokovne, ker na tem področju nisem bil doma. In eno od prvih je rekel, gledajte, živino je treba dati na molzo, na pašo. In vseh 80 krav smo potem pognali na pašo in zanimivo je to, da sem prevzel, ko sem prevzel recimo to proizvodnjo na 450 litrov mleka na dan, sem ga potem dvignil na 650. Na pomočjo teh novitet, celo je predlagal, da bi mogel glasbo v hlev, sem tam tistega, no tisto nismo šli. No, gledajte, poleg tega sem pa rekel, zdaj bomo pa diplomirali po človeški plati. Tukaj si nič, torej ne ščitite noben položaj, ne ščitite noben zakon, tukaj si številka. No, in sem rekel, to bom po tej človeški plati diplomiral. In dobil sem stik recimo s težkimi kaženci, tudi po 20 let, recimo, kaj je bil,
pa neki direktorji, tam en direktor je mi rekel, da bom naredil sramoto našemu stažu, ko sem šel na kmetijo, ampak te istega direktorja sem potem v Ljubljani srečal, kasneje na Svobodi, ko so govorila, skozi z levo ramo se je tako dvihal, izgubil živce, jaz pa ne, ker sem sprejel to pač kot pač neko življenjska diploma in rezultat je bil potem to, da so me vsi tako vzljubili, ko so formirali samoupravo, tudi na mojo inicijativo samoupravljanje, da bomo probleme lažje reševali, so me izvolili za predsednika sveta obsojencev proizvajalcev. In to je bila potem tisto mogoče eno največjih diplom v življenju. Nagradno predčasno izpustitev pa niste mogli uveljaviti. Ja, mene so izpustili 8 mesecev prej, ampak zanimivo je pa naslednje vprašanje, da so morali dobiti soglasje občinskega ljudskega tega za notranje zadeve, in je Idrija odgovorila negativno. Dobil sem tako ugled, da so kljub negativnemu odgovoru poslali me nazaj na Svobodo. Po vrnitvi iz zapora je sledilo še nekaj delovnih let in predčasno pokojitev. Glejte, ko sem prišel nazaj iz zapora, sem imel eno zelo težko finančno zadevo. 2 leti nisem anuitete odplačeval. In občinski komitej je vsake 6 mesecev poklical Đoko Trajkov, direktorja firme, zakaj me ne tožijo za povrnitev stroškov. Šele takrat recimo mi niso dali miru. No in jaz sem potem imel zunaj Idrije toliko recimo na razpolago vse mogoče položaje, iskal sem pa tistega, ki bo najbolj donosen. Bil sem sprejet, Jakovčič, ki je bil direktor Vjatra v Ljubljani, sem bil sprejet za komercialnega direktorja, ker bo gre v pokoj, in je šel celo do Popita, ker nisem imel pooblastila za podpis, je rekel Popit, kar korajžno ga zaposli, to sta bila prijateljskih odnosih in Jakovčičem, je rekel, kar ga zaposli, to je samo idrska zdraha, je rekel, ne. Jaz sem tisto odločbo sem celo Saši pokazal, da je to verodostojno, sam še zmeraj finančno mi ni bilo dovolj visoko, čeprav je bila plača višja kot vseh direktorjev idrijskih takrat. Šel sem potem na Jekloteh na Maribor. Zakaj? Ker so tam bile recimo kilometrine tako velike, da so bile 2 plače. In so mi negativno odgovorili, so rekli, da me ne morajo zaposliti, ker je moja izobrazba previsoka. Še enkrat sem vlogo poslal, ker sem bil vedno tako v življenju, in na ponovnem razpravljanju na upravnem odboru so mi potem odobrili in odprli delovno mesto za investicijsko opremo. Takrat sem tam tudi recimo v Logatcu nekaj hal odprl in sem takrat dobil toliko sredstev, da sem potem te anuitete 2 mesečne obroke, in ko sem direktorju Karuzu šel na banko, ko sem začel to, je rekel, zakaj so te prej zaprli, ne vem, je rekel, pa zdaj bi pa začel dvomiti. Ampak ob sendviču in pa vodi sem 2 leti po Sloveniji hodil in deloval. In sem prišel nazaj na zeleno vejo. No, tako je to zadevo. Medtem, gledajte, kasneje, ko sem pa malo prišel iz te finančne krize ven, sem pa na inženirjih Krajn, moji bivši projektanti, ki so me že prej snubili, sem se zaposlil pri njih in sem imel te nadzor nad neke njihove velike gradnje celo v Srbiji, recimo čistilne naprave. No, in sem potem hotel na inženirju Krajn pripojiti ga v Cevovodu Maribor. To je bila moja bivša konkurenca, ampak smo bili v odličnih odnosih. No in takrat smo mi, ko sem potem še pristopil k Cevovodu Maribor, začel sem z eno skupino v Ljubljani, in po nekih 2-3 letih sem prišel na 100 ljudi. In je bilo pol tista zadeva spet, bi rekel, nagajanje ali pa bi rekel favšarija po idrsko, da mi niso več dali toliko ljudi na razpolago, kot je bilo potreba, in to je bila pa moja težava. In hotel sem pa potem združiti inženirjih Krajn in Cevovod in smo bili že na Koroškem na neki offseti, ko se temu pravi. Kaj se je pa dogodilo? Vse je bilo dogovorjeno, to je bila ena solidna firma ob VMP-ju v slovenskem merilu, inženirjih Krajn je 40 inženirjev zaposloval.
kaj se je zgodilo? Spet politika se je vmešala in so vodstvo inženirjega čez noč zamenjala, ne? In se je to tudi podržalo. Jaz sem pa rekel, zdaj imam po vas vsega, poln kufer vsega, in prišel v Idrijo nazaj, sem rekel, itak sem imel jaz tudi že pohoje za pokojite, jaz sem bil zdravstveno precej, recimo, podrta, ne? In bi lahko šel z enovicom, pa sem prišel v Idrijo in se hotel vrniti gradbeni firmi solidnost odnosa do mene, ker so hoteli Đoko Trajkota 3 mesece pred upokojitvijo odstaviti, mu niso pustili, ker so pa to zdaj morali organizirati, nobenega niso imela, ne, zato in jaz sem potem organiziral 4 tozde, takrat tudi komunala je bila tu zraven, ne, en tost. In kljub vsem moji črni preteklosti sem šel na občinski komitej in sem rekel, gledajte, Đoko Trajko je od 45. leta, pustite mu, da bo dočakal penzion. In lahko bi rekel, na moje pregovarjanje sem ga potem dosegel in tudi sem mu nekaj vrnil, da je postal direktor, nisem pa to zdaj organiziral. Ne. Iluzija, da bo rudnik večen, se je v teh letih v Idriji vendarle začela podirati, ne? Ja. Glejte, z županom Božim Razdom sem jaz te stvari imel zelo, bi rekel, podrobno izdelano in je dejansko, on se med prvimi zavedal, da rudnik prej ali slej se bo zaprl, ne. Mi smo mu že predčasno takrat ponujali, kot smo že prej omenili, ta avtoelektrika in tako dalje. Samo, gledajte, iz teorije lahko povem to, da recimo organizacije, kot so rudniki, vojska in podobni, to so zelo toge organizacije, niso fleksibilne, ne morejo se preorientirati tako hitro, kot bi bilo potrebno. Oni so imeli velike možnosti pred časom, samo na te niso sprejeli, a ne. Glejte, poleg tega je pa še to bila negativna stran to, da vseh 500 let so vodili cesarstvo v Idriji. Konkretno primer lahko povem, ki potrjuje ta moja trditev, ko sem srečal Božič Šladota, župana občine Idrija, kam greste, Lado, je rekel, grem na rudnik se z vodstvom pogovarjati, kar bomo imeli občinska skupščina, kaj oni mislijo o tej naši problematiki. Dejansko, lejte, vseh 500 let vodstvo ni bilo, tudi kasneje, ni bilo recimo nek organ, ali komitej, ali pa to, ampak je imel glavno besedo, je imel rudniki. Recimo, mogoče malo smešno, če to povem, ampak gledajte, je pa resnica, ko smo na občinskem komiteju sedela ne bom ga imenoval po imenu, inženir iz rudnika, me vprašal, kolikšna plača je moja. In ko sem odgovoril, je rekel, to jaz za malco porabim. So bili hochštaplerji, visoki so bili, ne. So me hoteli ponižati, ne, kasneje, ko so pa naše fante z akordnim sistemom, pa projektanti, imeli večje plače kot njihovi inženiri, to je pa potem tudi verjetno glavni vzrok, da se celotno, bi rekel, idrijsko politično vodstvo lotilo te firme. To je dejansko, lahko bi rekel, tako po starem slovenskem izreku, naj crkne sosedo koza, ker je jaz nimam. To je dejansko, recimo, moja ugotovitev, lahko je pa drugi si tolmačijo po svoje. 16. januarja boste praznovali 92. rojstni dan. Ja. Stečilega zdravja, bistrega spomina, kot vidimo. Kako danes gledate na te prelomne dogodke izpred 50 let? Glejte, jaz na te prelomne dogodke gledam vse to, kar smo mogoče že danes pripovedovali, glejte, vse te so bile pozitivno usmerjene, ampak ta negativnost, ki je takrat bila v odnosu do novo nastajajočih firm ali pa drugače mislečih, se danes pokazuje, Idrija propada. Idrija, tako kot je Saša Dragoš ugotovila po nekih drugih finančnih podatkih, Idrija je 20 let zaostala za ostalimi občinami. In bojim se, da bo Idrija še nadalje propadala. Žal mi je, srce me boli, ker dejansko lahko bi Idrija, imamo tudi še danes take možnosti, samo gledajte, mi smo
bi rekel, sektaško obnašamo, vsaka firma za sebe in firme niso več tistega, kot je bila takrat naša. Mi smo delali za firmo in za občino, za Idrijo. Danes so firme preveč individualno, samo sebe vidijo. Do občine ni nobenega pravega odnosa. Kako preživljate te dni epidemije kot upokojenec? Ja, gledajte, jaz tako, kot sem vedno bil, ne jemljem je resno, čeprav se pa držim vseh predpisov, ki so jih določili. Program moj, ki je, recimo okrog moje graščine, uvedujem okolico, ki je prej 50 let ni bilo časa, tam je moje delovno mesto, pa tisto, kar je najnujnejše, se oglasim nekje v trgovini ali pa na kakšni inštituciji. Mirko Tratnik, želim vam, da bi bili še dolgo čilega zdravja in vedrega duha, da bi še naprej kritično ocenjevali dogajanje v tej naši lokalni skupnosti in v državi. Nove knjige najbrž ne boste napisali. Nove ne, v glavnem povedali smo vso resnico, ampak jaz bi se zahvalil tej vaši skupnosti, ste edini in trenutno redki v Idriji, ki prinašata včasih, torej skozi knjigo ali pa skozi neke članke v teh idrijskih novicah, neke resnice. Ste, bi rekel, mogoče svetla točka, v kateri jaz upam, da se mogoče določene stvari pa le prebudile v pozitivno smer, v taki, kot smo jo takrat mi načrtovali. Mirko Tratnik, hvala lepa za obisk v tem našem studiu in za pogovor. Hvala tudi vam. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.